Kaj bi se zgodilo, če bi mesto prihodnosti snovali? No, arhitekti, ki so hkrati tudi strastni gejmerji. Danes se bomo potopili točno v takšno vizijo. Ne gre za mesto, ki je zgolj skupek betona in jekla. Govorimo o živem, dihajočem organizmu. O svetu, kjer se prepletajo znanstvena fantastika, ekologija in, seveda, digitalna kultura. Tale misel je res v samem osrčju naše današnje teme. In to ni neko oddaljeno sanjarjenje, ampak je pravzaprav načrt za svet, ki bi lahko, veste, nekega dne dejansko nastal. No, tole je osrednje vprašanje, ki nas bo vodilo skozi vse skupaj. Kako bi naša realnost izgledala, če bi jo gradili z domišljijo in z mehanikami iz naših najljubših, najbolj epskih videoiger? Vsaka velika ideja, veste, ima nekje svoj izvor. In za tole mesto se naše potovanje začne visoko med zvezdami pri tistih kozmičnih navdiših, ki so postavili temelje za celotno vizijo. Poglejmo si tole. Na levi imamo Coruscant iz Vojne zvezd. Predstavljajte si, cel planet prekrit z nebotičniki. Je simbol neskončne urbane rasti, a hkrati tudi kaosa. Potem pa na desni Yorktown iz Zvezdnih stez. Sijoča modularna postaja, ki je pravo nasprotje, predstavlja harmonijo, red, nadzorovano okolje. To sta res dva popolnoma nasprotna pola urbane prihodnosti. In tukaj je bistvo. Ta nova vizija združuje najboljše iz obeh svetov. Vzame tisto neverjetno gostoto Coruscanta, ampak jo očisti, ozeleni z vertikalnimi gozdovi in slapovi. Hkrati pa si izposodi modularnost Yorktowna. To pomeni, da se mesto lahko nenehno spreminja in prilagaja, skoraj tako, kot bi ga gradili iz Minecraft kock. Ok, zdaj pa poglejmo malo globlje, v samo filozofijo tega mesta. Gre za res edinstveno mešanico dveh žanrov, ki sta si na prvi pogled popolnoma v nasprotju. Osrednji koncept je protopija. To ni utopija, veste, ni nek popoln statičen raj. Ne, to je svet, ki je v nenehnem procesu izboljševanja, kjer je napredek del vsakdanjega življenja. In tukaj vidimo to klasično nasprotje. Na eni strani imamo tisti temačen, deževen, neonski svet cyberpunka, kjer vladajo korporacije in cinizem. Na drugi strani pa svetov, optimističen svet solarpunka, ki slavi naravo, skupnost in trajnost. In tukaj se zgodi sinteza. Mesto ohrani tisto surovo energijo in estetiko cyberpunka, utripajoče neonske luči, živahno nočno življenje. Ampak vse to preplete z vrednotami solarpunka. Strešne kmetije, čista energija, skupnostne tržnice in celo upravljanje mesta je v rokah prebivalcev, ki sodelujejo pri ključnih odločitvah. Zdaj pa se potopimo v samo jedro tega sveta, futuristični kampus, kjer se pravzaprav kujejo njegovi ustvarjalci. Ta metafora je res popolna. To ni samo delovno mesto, to je svetišče ustvarjalnosti, nekakšna moderna Xavierjeva šola, kjer se kodirci, umetnici in oblikovalci urijajo, da postanejo junaki digitalne dobe. Pa si poglejmo, kako je ta kampus sploh zgrajen. Njegova struktura je razdeljena na 3 ključne nivoje. Vsak ima svoj namen. Začnemo v podzemlju in gremo vse do neba. Začnemo torej v podzemlju. To je prostor za trening. Tukaj so simulatorji navidezne resničnosti, kjer se urijajo v urbanem gibanju, navdihnjenem z noro akcijskimi igrami. S tem ne razvijajo samo refleksov, ampak res globoko razumejo dinamiko svetov, ki jih ustvarjajo. Srednji nivo je srce ustvarjanja. To so odprti prostori, polni najsodobnejše tehnologije. Tukaj ekipe razvijajo nove svetove. Vzdušje je podobno kot v najbolj inovativnih studijih na svetu, recimo pri Pixarju ali v Disneyjevem Imagineeringu. In čisto na vrhu, v nebecih, pa so prostori za osredotočeno, poglobljeno delo. To so zasebni kokoni, ki omogočajo popolno koncentracijo, stanje zanosa. Podobno kot v studijih recimo 344 Industries, kjer nastajajo epske sage kot je Halo. V redu, strukturo kampusa poznamo. Ampak kako točno izgledajo orodja in prostori, ki omogočajo ta popolnoma nov način dela? Imamo 2 glavna načina dela. Za samostojno, osredotočeno delo so tu kokoni, ki posameznika popolnoma izolirajo. Za timsko delo pa odprti prostori z mizami, ki so opremljene z možgansko-računalniškimi vmesniki. To pomeni, da si člani ekipe lahko delijo ideje in koncepte skoraj telepatsko. Tehnologija v službi kreativnosti. Res.
Zdaj pa se malo oddaljimo in poglejmo, kako se te inovacije iz kampusa prenašajo v širšo družbo, ki jo pravzaprav soustvarjajo. In tukaj res vidimo, kako se igričarske mehanike prelijejo v čisto pravo vsakdanje življenje. Družbena struktura, organizirana je v specializirane klane, čisto kot v igri Halo. Reševanje problemov, recimo popravilo infrastrukture, to niso več dolgočasna opravila, ampak vsemestne misije. In fitness, pozabite na telovadnice, tu je urbani parkour. In zdaj najboljši del. Vse to poganja univerzalni temeljni dohodek, ki ga financira avtomatizacija. To pa ljudem da svoboda, da se družbi posvetijo na najbolj kreativen igričarski način. In s tem smo prišli do konca. Vizija je jasna, podrobna in res izjemno navdihujoča. Končno vprašanje torej ni, ali je tak svet mogoč. Vprašanje je, smo ga pripravljeni zgraditi.